Nova Slovenija se je v svojem programu, tako kot je razdeljeno Ministrstvo za promet, razdelilo resorje po glavnih ključnih infrastrukturnih delih, se pravi ceste, železnice, pomorstvo in pa letalstvo. Kar se tiče cest, je bistvo našega programa to, da bi v naslednjem mandatu naredili oziroma pripravili nacionalni program za državne ceste. Kot veste, tega nacionalnega programa v samostojni Sloveniji še nismo imeli. Tudi mi ocenjujemo, da so se do sedaj stvari delale bolj pod vplivi ali pa pritiski tako imenovanega županskega lobija in pa predvsem manj pod dejanskimi strokovnimi kriteriji in strokovnim planiranjem. Dejstvo je, da smo v preteklosti imeli kar celo množico projektov, ki so v državni proračun, predvsem pa v programe Direkcije za ceste prišli na podlagi lobiranj županov, ki so seveda to uspešno, tako kot poslanci, tako kot vplivni posameznih regij uspeli te svoje investicije v državni proračun spraviti. Mislimo, da bo ta segment sedaj nekoliko olajšan, glede na to, da županskega lobija ne bo več v parlamentu, predvsem pa želimo, da se te investicije začnejo spet voditi po strokovni in pa nekako bolj pravični ureditvi, kot je veljala do zdaj. Zdaj, kar se tiče samega vodenja investicij, smo v Novi Sloveniji prepričani, da je kar nekaj državnih firm, ki so še vedno v državni lasti in ki lahko te investicije vodijo zelo dobro. Ena od teh firm je DRI, to je bivši DDC, ki je iz ne vem kakšnega razloga kar na nekaj razpisih znotraj Direkcije za ceste iz njihovih programov izpadel. To se nam zdi precej nerazumljivo, glede na to, da je tudi to državno podjetje, pa da je konec koncev strokovno zelo močno. Nekako ocenjujemo, da bi bilo to podjetje, pa mogoče še katero drugo, tudi privatno, potrebno bolj intenzivno vključiti v samo realizacijo in državno upravo kot tako razbremeniti iz vseh teh administrativno-upravnih postopkov za pridobitev dovoljenj. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna v našem programu, je nadaljevanje tretje razvojne osi. Pravzaprav so, se pravi, tretje in pa tretje A razvojne osi, pravzaprav so naši poslanci v letu 2004 pa 2008 to tretjo A razvojno os, se pravi cerkljanski del tudi uvrstili v program, pri čemer bi prvo opozoril na eno stvar. Mi se bomo vsekakor zavzeli za temeljito preverbo dosedanjih idejnih rešitev. Povedal vam bi podatek, sem ga v javnosti že večkrat povedal. To je tretja razvojna os na področju Celja proti oziroma Šentrupert Koroška. Ta tretja razvojna os po idejnih študijah stane skoraj 10 milijard evrov, kar pomeni, milijardo evrov, se upravičujem, ne 10, milijardo evrov, kar pomeni za malo več kot 30 kilometrov te avtoceste oziroma hitre ceste je povprečna cena preko 30 milijonov evrov na kilometr, kar je približno 2,8 oziroma skoraj trikrat več, kot je pa bila vrednost izgradnje slovenskih avtocest, za katere pa nekako se v javnosti več ali manj ve, da so bile vseeno vsaj nekih 10 do 15% preplačena. Mi smo prepričani, da je za ta znesek, se pravi za to milijardo, moč narediti kar dobršen del celotne tretje razvojne osi, ne samo severnega dela, in tukaj seveda apeliramo tudi na tako imenovani šaleški lobi, ki dejansko tudi v teh predvolilnih vprašanjih, ki jih je posredoval stranki, jih nič drugega ni zanimalo, recimo konkretno gospodarsko zbornico tega področja ni nič drugega zanimalo, kakor samo kakšno je naše stališče do T6 in pa do tega severnega dela tretje razvojne osi. Mi smo prepričani, da je treba ta razvoj v Sloveniji uravnotežiti in da morajo nekako vse regije biti vsaj enakovredno, čeprav, če ne povsem enako zastopane pri pridobivanju državnih sredstev. Kar se tiče železnic, je zadeva več ali manj v javnosti dobro poznana. Tudi naše stališče je, da je potrebno ta drugi tir in pa modernizacijo železnic narediti, vsem dokončati. Nam je nerazumljivo, kako v vseh teh letih še danes nimamo gradbenega dovoljenja za odsek Divača-Koper. Očitno je prišlo do nekih velikih bodisi projektantskih napak, bodisi napak tistih ljudi, ki so vodili ta inženiring oziroma to investicijo. Mi tudi računamo, da bo s prevzemom te investicije na DRI zadeva stekla oziroma se začela bolj kontinuirano odvijati. Opozoril bi pa na nekaj, to se v javnosti bolj malo sliši. Veste, zelo veliko se sliši o tem, kako je ta drugi tir pomemben za razvoj Luke Koper. Zdaj, če ste kdaj pogledali številke, jaz sem šel te številke zadnjič gledati, malo bolj natančno. Veste, Luka Koper ima tam letnega prometa med
120 recimo, ali pa 130, mogoče v najboljših letih 140 milijonov evrov. Ta investicija, o kateri govorimo, se pravi kompleten križ železniški, pa stane skoraj 10 milijard evrov. No. Se pravi, govorimo o nerazumnih vložkih in naše stališče je seveda, da te vložki niso prioritetno za Luko Koper, ampak so prioritetno za geostrateški položaj Slovenije, za ta 5. in 10. koridor, ki ga Slovenija mora pokriti, kajti tukaj ima Slovenija eno veliko primerjalno prednost. Res je, da so Avstrijci že precej daleč svojo traso umestitve železnic, ampak morate vedeti, da je njihova trasa za cirka 300 višinskih metrov više kot naša. To se pravi, obratovalni stroški oziroma stroški energije, ki jih bojo vlakovne kompozicije potrebovali za premagovanje teh razdalj, bodo na njihovi trasi bistveno više, zato mislimo, da je primerjalna prednost Slovenije ravno v tem, da se tak koridor umesti v naše ozemlje in s tem nekako poveže zahod in pa vzhod. Kar se tiče Luke Koper, je naše stališče tako, da ne glede na svetovno recesijo, kjer so se severna pristanišča danes, oziroma severnoevropska pristanišča, se pravi Severna Nemčija, Nizozemska, Belgija, ta pristanišča glede na recesijo so se danes kar nekaj sprostila, se pravi tukaj je možnost za pretovor dosti večji, kot je bil pa v letu recimo 2000, od letih 2006, 2007, 2008. Smo prepričani, da je treba to Luko Koper nadalje širiti, se pravi, mi smo nekako zauzemamo za nadaljevanje gradnje 3. pomola, pri čemer pa eksplicitno poudarjamo, da je potrebno ponovno preveriti umestitev tega pomola v prostor, pri čemer apeliramo oziroma se bomo zauzeli za to, da bodo tudi v lokalne skupnosti, v tem primeru vse lokalne skupnosti, tako občina Koper kot novo ustanovljena občina Ankaran, v bistvu v te postopke vključene relevantno in da bodo njihove pripombe upoštevane. Kar se pa tiče letalskega prometa, to je pač zadnje področje, ki ga nekako v tem našem programu obravnavamo, smo pa zauzeli stališče, da je potrebno dokončati tiste investicije, ki se danes na aerodromu zaključujejo, to se pravi selitev kontrole letalskega prometa, kakšnih večjih drugih investicij na področju infrastrukturnega dela tega prometa nekako se ne načrtuje. Prepričani smo, za razliko od nekaterih, tudi danes ste lahko v Financah brali nekatere članke, da je aerodrom Ljubljana na seznamu možnih odprodaj državnih naložb. Mi, za razliko od nekaterih, smo prepričani, da je treba tako aerodrom Ljubljana kot ceste, kot seveda tudi samo infrastrukturo železnic zadržati v državni lasti. Te stvari so po našem mnenju tako strateškega pomena, da ocenjujemo, da jih ni prodajati. Medtem ko pa so sami transportni deli, kot recimo Adria Airways, po našem mnenju tako cenovno zavoženi oziroma tako daleč od realnega možnega tržnega preživetja, da je pač te stvari treba prodati, bodi si v neki strateški povezavi s tujimi partnerji ali pa povsem z novo nastalimi družbami, ki bi lahko nastale v tem jugovzhodnem delu Evrope. Za mariborsko letališče, ki kot veste se tudi, kot nam je znano, prodaja, lastnik ga danes prodaja, smo prepričani, da bi lahko postalo regionalno središče za tovorni promet. Mislimo, da je tukaj kar nekaj kapacitet, ki bi to omogočale. Sicer pa seveda v našem programu prav za to infrastrukturno področje predlagamo znotraj reorganizacije državne uprave preimenovanje tega ministrstva in razširitev tega ministrstva na Ministrstvo za infrastrukturo in promet, kajti prepričani smo, da je samo znotraj nekega centraliziranega vodenja vseh teh glavnih infrastrukturnih projektov moč doseči ne samo centralizacijo, ampak predvsem učinkovito vodenje. To se pravi, to ministrstvo, ki bi moralo biti zadolženo za vse te glavne infrastrukturne projekte, bi moralo prvič voditi vse postopke, jih nadzirati in v končni fazi tudi odgovarjati za to, ali so ti projekti speljani oziroma ali se odvijajo skladno s terminskimi plani. Na koncu bi rekel samo še to, da nekako v programu in tudi kolikor bomo sodelovali v koaliciji, v koalicijski pogodbi, ne načrtujemo kakšnih takih nonsensov, kot so jih pisali recimo v zadnji koalicijski pogodbi. Če se preberete zadnjo koalicijsko pogodbo, je ena od zavez, ki se jih je levi trojček zavezal, tudi ta, da bodo redefinirali vinjetni sistem, z drugimi besedami, da bodo vinjetni sistem ukinili. Če se spomnite, so pred volitvami leta 2008 na veliko govorili, kako je to predvolilno darilo
desne koalicije, zdaj to predvolilno darilo, očitno ni bilo predvolilno darilo, ker je zmagala leva koalicija, mi pa realno pravimo, da cestninskega sistema kot takega v tem trenutku ni potrebno menjati, počakajmo, kaj bo naredila Evropa, mi smo tukaj relativno majhen narod v tej veliki Evropi in ne vem, zakaj bi mi nosili tiste osnovne otroške bolezenske težave pri vzpostavitvi novih sistemov.